Alumni Connect, podcast, ki uspešne zgodbe alumnov ekonomske fakultete pripelje med vas. Ne zamudi in se pokonektaj z nami. V današnjem podcast Alumni Connect z nami Sanja Koširnik-Kašinović, partner v podjetju EY, predvsem pa revizorka po duši z res bogatimi izkušnjami. Več kot 15 let je delovala v različnih panogah, od avtomobilske industrije, naftnih derivatov, bančništva in mnogo drugih. Z nami pa danes ne bo delila samo bogatih izkušenj iz slovenskih poslovnih situacij, ampak tudi, kaj vse se je dogajalo nekje na poti med Ljubljano in Kazahstanom. Sanja, hvala, da si danes z nami. Bi začela mogoče z vprašanjem, seveda glede na to, kje smo, ne? Kdo je bila Sanja kot študentka? Se spomniš še te dni? Sanja kot študentka. Jaz sem na prvo leto kar zelo pridna študentka in kar zelo veliko prisotna. Posebej pa mi sem bila hitro odsotna, pa sem na nujne stvari hodila, ker sem zelo hitro začela delati. Tako da, kakšna sem bila kot študentka? Radovedna, kar energetična, zato se mi je veliko stvari dogajalo takrat in študij, delo hitro zraven, ki me je pol zelo zanesel v poslovne vode, zelo zgodaj že. Kako to, da si tako hitro začela delati? Kaj v drugem letniku, če se ne motim? V drugem letniku že kar skoraj poln delovni čas. V prvem letniku verjetno bolj tako občasno, neke te kot real estate agent, se mi zdi, da sem nekaj časa delala, pa take poskusne razne. Veliko stvari sem probala, no. Se mi zdi, da sem pa začela tako že po koncu srednje šole. Sicer sem celo srednjo šolo delala vse, ne vem, počitnice in tako razne opravila, ki me je mogoče še toliko bolj spodbudili, biti bolj priden na fakulteti in se učiti. Tiste počitnice pred začetkom fakultete sem pa kar celo poletje na morju že delala. Pa ne vem, pol me je to zagrabilo. Pa si bila toliko radovedna oziroma toliko aktivna in imela toliko energije, ali je bilo malo tudi, da si pač tudi mogla, da si bila primorana, da delaš in si potem iskala? Ne, nisem bila primorana, sem imela celo štipendijo, ko sem jo na koncu mogla vračati, ker sem rekla, da ne bom šla pač v to smer, ki so me štipendirali. Tako da bolj je bila ta energija, pa v bistvu radovednost, pa želja. Ta poslovni svet me je strašno inspiriral že zelo zgodaj. Verjetno pa to v bistvu okolica in družba zelo vplivala na to, ker je imel zdajšnji mož, takratni fant, je hitro začel že s svojo firmo skupaj z enim poslovnim partnerjem iz Italije. Je to neka mala firma in sem se hitro v to vpletla in je bilo treba zelo konkretno se spopasti s poslovnimi izzivi in je to me nekako pol kar potegnil. Ampak revizija, kjer si danes, ni bila del študijskega programa nikoli? Ne, nikoli. In tako, zdaj velikokrat se pogovarjam z našimi novimi kolegi, študenti, ki se nam pridružijo, z nekim strahom tudi, kako bomo to začeli v reviziji. Jaz v bistvu res tekom celega študija nisem ne z računovodstvom, ne z revizijo kaj dosti imela, celo mogoče sem bolj prešpricala te tematike računovodstva in to ni me kaj dosti zanimalo sploh. Ne to v tem pogovoru preveč na glas povedati. Ni me nekako to zelo zanimalo. V bistvu, kako sem jaz v te vode prišla, je ravno s temi izkušnjami v poslovnem svetu, je prišlo do vprašanja, na kakšen način ali kako peljati, da plačaš čim manj davkov. No, in to sem jaz kot še študent in že takrat delala, se s tem vprašanjem začela ukvarjati, in ko sem si prvo to službo v večji družbi poiskala, v revizijski, sicer manjši, lahko pol več povem, so me takoj usmerili, če hočem jaz o davkih kaj razumeti, treba najprej razumeti, kako to sploh poslovne odločitve vplivajo na rezultat, na računovodske izkaze, in da se treba najprej to naučiti. In tako sem potem začela v reviziji, se naučila in vzljubila in ostala v tej profesiji.
In v bistvu prišla do prve službe v reviziji seveda brez delovnih izkušenj iz tega področja in brez smeri študijske. Brez smeri študijske. Ja, jaz sem bila to mednarodno poslovanje, bila moja smer na ekonomski fakulteti, kar mi je takrat v tem podjetju manjšem, ker sem delala, zelo prav prišlo, ker sem konkretno s knjigam hodila na banke, rabimo to, rabimo tisto. V bistvu sem se pa na to revizijsko družbo manjšo prijavila na osnovi oglasa v Delu. In se mi zdelo zanimivo, tako zelo je fajn zvenel. Bila je manjša družba, par se nas je takrat prijavili in smo se vsi od začetka naučili. Od A do Ž od začetka. Potem si tam ostala? Zelo malo. Ker takrat sem potem hitro ugotovila, kdo so glavni igralci na področju revizije, in sem se že po parih mesecih prijavila na KPMG, kjer so me takoj tudi vzeli. In ostala tam 15 let? 15 let. 10 let v Sloveniji, 5 let pa v tujini. Prideva tudi seveda in do Slovenije in do tujine, ta del nas sploh zanima, ampak kdo bi pa rekla, da je pa Sanja danes v poslovnem okolju, pa v mogoče tudi privatnem življenju? Še vedno tako radovedna, pa energična. Ja, nekako, kaj mi pravijo moji kolegi, sem zelo multitasker, ker je vse naenkrat, vse istočasno, vse naenkrat in zelo različne tematike treba obdelati. Ja, zasebno mama, žena, mojih otrok, pa moža nič kaj dosti ne zanima, sem jaz partner, pa direktor, večerjo treba pripraviti in jih treba poštimati. In to so aspekti, v katerih se veliko pogovarjam z mlajšimi kolegicami, ko ustvarjajo familijo, kako to peljati. Ja, v službi pa zelo aktivno, zelo, kako bi rekla, dinamično. Nekako sem se teh specifik v revizijskem delu zelo navadila. In v bistvu determinirajo kar celoten življenjski slog. Kaj bi pa rekla, da je glavni faktor, da si ne samo ti, tudi ostali sposobna, ali pa tisti, ki ste tega sposobni, tega multitaskinga, veliko pravil hkrati, da imaš še vedno nadzor in kontrolo nad vsemi, nad procesom itd., nad ljudmi in tako naprej, se tega priučiš? Je to malo talent, malo ti je dano, doslednost? Kaj je, ne vem, recept? Mislim, da je zelo veliko, ali imaš malo vse tega. Sigurno se lahko priučiš z določenimi tehnikami, orodji, si lahko z veliko orodji pomagamo, ki te opominja, da vse lahko pravočasno obdelaš. So pa različni dejansko pristopi k tem. Eni so zelo strogo usmerjajo samo na izvedbo določenega taska in ko zaključijo, stopijo na drugega in začnejo to. Jaz sem že od nekdaj lahko preklop naredila v pol sekunde, ampak verjetno, ja, se tudi naučiš, no, ker je, kako bi rekla, zelo povezan z načinom našega dela, ker je veliko in projektov, različne industrije, različne vsebinske težave, in kar veliko je treba nositi v glavi, da hitro lahko preskočiš, poleg seveda drugega operativnega dela poslovanja v družbi. Koliko si pa imela nekega dodatnega izobraževanja že ob delu, raznih revizijskih, pač specializiranih znanj, v različnih panogah si delovala oziroma še vedno? Naftni derivati oziroma to področje, ne vem, da obvladaš, avtomobilizem, še druge. Kaj sem imela po fakulteti, sem začela dosti hitro, mislim, da po drugo leto dela že v reviziji s tem programom na Slovenskem inštitutu za revizijo. Najprej bilo to za revizorja, potem pa še za pooblaščenega revizorja. To je bil kar tak dober program takrat. V okviru KPMG takrat nismo delali teh mednarodnih licenc kot ACCA, tako da sem jaz v bistvu preko inštituta prišla do te licence za pooblaščenega revizorja, ki pač razna ta področja pokriva, od računovodstva, revizije, davkov in tako naprej.
če pa gledam na iz same industrije, pa bolj iz dela na projektih, pa dodatnega internega izobraževanja, ki je velikokrat usmerjeno za posamezno industrijo. Naprimer, banking sektor, v katerem sem tudi kar zadnje čase dosti vključena, ima zelo specializirana posebna interna izobraževanja, ker imajo specifike v poslovanju drugačna, kako bi rekla, revizijska tveganja, drugačni računovodski izzivi, tehnična vprašanja na takih projektih. Za te naftne derivate, se pravi celoten ta oil and gas sektor, sem pa bolj v Kazahstanu osvojila, ker nisem delala samo to, kar je bilo tukaj recimo v Sloveniji, petrol, ampak bolj te upstream, se pravi te prav, ki imajo naftne ploščadi, se pravi pridobivanje derivatov in to. Kot študentka se nisi odločila za tujino, če se ne motim, nisi študirala oziroma nisi dala izmenjavi? Ne, tudi tako velikokrat zdaj razmišljam, ko imam najstnike, sinove, pa se mi zdi to strašno pomemben, pa fajn, ampak takrat nekako, ne vem, niti ni bilo toliko razmišljanja o tem, ali pa morda celo, ker me je ta delo ob študiju zelo zavedlo. Sej to mogoče fino zveni, potegnilo, pa sem zelo zato, verjetno mi je to omogočalo zelo hiter napredek v karieri. Ampak tako, ker resno pomislim nazaj, zelo, zelo nevarna kombinacija, da sploh dokončaš fakulteto, tako kot sem se jaz polotila. In če ne bi imela teh kolegov, ki so me še iz srednje šole, da so me, zdaj imamo izpit, zdaj to, lahko da tudi te to preveč zavede. Tako da to mora biti vse neka razumna meja, se mi zdi. Obojega. Kaj pomeni hiter napredek? Mislim, jaz vem, da je bil izredno hiter, 7 let, mislim, da je trajalo, da si od začetka v KPMG prišla do naziva partnerja. Povprečje je pa koliko v panogi? Ja, v panogi zdaj, recimo, če gledam, zdaj je bilo 12 do 15 let. Je pa to dosti različno, mogoče v tistih časih je bilo pač tudi priložnost, tudi, eno je ambicioznost, delo, pa iti izven meja tistega obdobja, pa prevzemati, poskušati in tako. Drugo, vedno mora biti tudi poslovna priložnost, da je dovolj posla, takrat se je KPMG zelo rasel in je bilo potreba, tako da je to vse neka kombinacija, tako da nekako na emerging markets je, kako bi rekla, število let povprečno, da postaneš partner nižje, na zrelih trgih pa višje. Ampak ne pridejo pa vsi do tega naziva. In kaj bi rekla, da te je razlikovalo od ostalih kolegov, s katerimi ste hkrati začeli kot študentje, pripravniki, pač neki začetniki? Kaj te je razlikovalo? Začeten ta, kako bi rekla, zagon ali pa prednost je bila vsekakor to, da sem imela zelo veliko delovnih izkušenj, preden sem začela, ker sem dejansko sama se ukvarjala z poslovnimi transakcijami, pomagala, spremljala, kako to v živo izgleda, vključno s tem, kako so razne, kako bi rekla, pristopi k poslovanju, sploh mednarodnem. To je bil en zagon, drugo je pa verjetno ravno ta mogoče radovednost, zagnanost, hitro sem se javljala, da bi prevzela še to, pa še tisto, tudi stvari, ki jih nisem mogoče do takrat znala. Samo iniciativnost je, mislim, da najbolj pomemben aspekt, se pravi, za vsakega, ki začne nekaj novega, želi uspeti v temu, nihče ti to ne prinese na pladnju, pa te vodi za roko, ampak moraš zelo sam prijeti svojo kariero v roko, če jo želiš peljati naprej. Tako da jaz sem veliko sama v to vložila, veliko ur, energije, seveda sem pa pol tudi zahtevala, da so me napredovali naprej. Tako da zelo je to aktivno obvladovanje kariere, to vsem mojim mlajšim kolegom posebej govorim. Kariera je stvar, ki je v tvojih rokah, kako jo želiš peljati.
koliko želiš časa, energije v to vložiti in na kakšen način. Nočem se pogovarjati o teh medgeneracijskih razlikah in tako naprej, ker je res tudi vsak posameznik, seveda individuum. Ampak če pogledaš zdaj mlajše sodelavce, vidiš to željo, ta drive, ki si ga imela v generaciji, ali res opažaš to pasivnost, o kateri malo kdaj stereotipno je omenjeno, ali je še vedno ta ista želja po učenju, po prevzemanju novih nalog, po želim biti del vsega? Težko je to čisto posplošiti. Načeloma je neka ta splošna percepcija, mogoče večje pasivnosti, pa work-life balance, pa tako naprej, ki mi o tem nismo nič razmišljali takrat, ampak je bilo za tistega, ki je želel dejansko kariero, ki je bil ambiciozen, je bil work pristop. Ampak so tudi zdaj v vseh generacijah se najdejo posamezniki izredno ambiciozni, vejo, kaj želijo, zelo usmerjeno, že študirajo, se polotijo tudi teh izkušenj. Eno je že v okviru fakultete, študija v tujini in tako naprej. Tako da me zelo pozitivno tudi ti primeri vsako leto, ko se srečujem z mlajšimi, tudi zelo, zelo prijetno presenečajo. Super. Če greva nazaj do tujine, kaj te je pa pol pripeljalo po 10 letih v bistvu, že tudi mamica se mi zdi, da si bila sredi porodniške odsotnosti, da si se odločila, da pa greš v tujino in to ne kar nekam, ampak daleč v tujino. Ja. Jaz sem v bistvu, zakaj sem se prijavila v KPMG, takrat je bilo mednarodno podjetje, ki je imelo to opcijo tudi mobility programa, dela v tujini in tako naprej. Mene je to vedno zelo privlačilo, vedno zelo zanimalo, ampak je vedno bilo veliko, ne vem, posla, dela in tako naprej, nikdar ni se nekako priložnost dejansko pokazala, dokler nisem ratala partner in sem v bistvu si sama to poiskala preko vez, ki sem jih že imela. Ker je bila to vedno želja in sem vedno želela to izkusiti. Tako da sem si med porodniško v bistvu to opcijo poiskala, bilo je več na različnih koncih sveta. Odločila sem se za Kazahstan. In smo se preselili, ko smo bili otroci malo več kot 1 let stari, dvojčki. Za 5 let, ne? Za 5 let, ja. Ne, v bistvu sem šla za 2 leti, pa se je to nekako podaljšalo potem, ja. Bi rekla, zdaj se mi je vmes v bistvu odprlo eno vprašanje, da ti pomagali pri odločitvi tudi to, da si se v bistvu verjetno v tistem obdobju porodniške odsotnosti malo distancirala od everyday biznisa, od tistih aktivnosti, ki si vpet in da si lahko vzela čas, da pogledaš od zunaj in se odločiš za nekaj takega, ali verjetno tudi, zato ker ko si enkrat zelo noter v tem ciklu dela, ki se zelo hitro vrti v našem poslu, mogoče za take strateške premisleke niti ni dosti časa. Pa je lahko pol na to gledaš, da je mogoče to izgovor, da nič konkretnega ne narediš, spremeniš in tako. In ja, verjetno rabiš nek mogoče mejnik, da ti mogoče omogoči premislek z različnih vidikov. 5 let v tujini, kako te je, a te je kaj spremenilo, zaznamovalo, kaj, kar ti je pustilo en tak pečat? Moram reči, da je bila to zelo življenjska izkušnja, ne samo karierna. Karierna močno me je zaznamovalo, ogromno sem se tam naučila, ker so to vseeno bolj kraji z veliko izzivov, raznovrstnih, ker sem delala v bistvu za celotno centralno Azijo, veliko tudi v Rusiji. In v bistvu, ja, tam so bile izkušnje zlata vredne, če gledam karierno, ne, in tudi v bistvu
ko si v takem okolju bolj, kako bi rekla, nekonvencionalnem, glede na to, kako smo tukaj vajeni nekega reda, vse nekako jasno, te zelo to ukrepi v mogoče nenavadnih ali pa drugačnih situacijah znajti se in najti rešitev, ne, ker v končni fazi moraš vse projekte pripeljati do konca na nek način, ki ga moraš najti. Tako da to iz poslovnega vidika, s kariernega je bilo to res neprecenljivo, pa tudi iz življenjskega, za celo familijo, za otroke, za moža, ki me je spremljal, prav življenjska izkušnja, ki nas je, mislim, da vse spremenili močno. Iz raznih aspektov, tako kako gledamo, mogoče tudi na dogajanje v Sloveniji, ker ko gledaš razne režime po svetu, mogoče vedno iščeš neko, kako bi rekla, ali pa zavedaš se tudi drugih pogledov, bom rekla takole, no. Mislim, definitivno širina, ne, pa še totalno druga kultura je, ni to vseeno bližnja država. Zelo se nam je svet odprl, ker smo dejansko tam bili in poslovno in v družbi privatno, z različnimi ljudmi, z različnih kultur, držav. Naenkrat se zaveš, da poznaš, kaj se dogaja in kakšni so, ne vem, prazniki potekajo zdaj v Indiji ali v Pakistanu ali ne vem, v Kazahstanu ali kjerkoli drugje, ki je prej v bistvu bilo neobstoječe sploh za nas tukaj. A je kakšna izkušnja poslovna, ki bi jo lahko delila, pa se še spomniš iz tega vidika, kar si prej omenila, ne, da je bolj intenzivno poslovno okolje, nekonvencionalne situacije, da se hitro obračajo zadeve. A je kaj, kar ti je ostalo v spominu? Mogoče tudi lahko kakšna zabavna poslovna izkušnja? V spominu imam zelo veliko stvari, zelo mogoče takih, kako bi rekla, strokovnih izzivov. Mogoče ni vseh glih tako za razlagati, ker so to tam precej, kako bi rekla, nekonvencionalne države, poslovne prakse in podobno. Mogoče bilo zanimivo, da smo se precej ukvarjali tudi s tem aspektom prevar in na zelo naprednem nivoju prevar, podkupnin, kaj je res podkupnina, na kakšen način postopati, ker mogoče takrat v mojem revizijskem delu, preden sem šla, se nismo toliko s tem soočali mogoče, ali pa toliko prišli na sled temu, ali pa toliko ni bilo aktualno. Tam je bilo pa to v bistvu vsakodnevno vprašanje. Že zaradi načina poslovanja in kako se kot revizor odzoveš, kako reagiraš, kako sploh tveganje opredeliš in tako naprej. Je to ta del compliance-a, za kar si tudi? Tudi compliance predvsem, no, ampak tam je to vse zakoreninjeno, no, vse aspekte poslovanja in zato vsaj takrat, no, v tistem času je bilo to zelo aktualna tema. A nekdo, ki iz lokalnega okolja enako gleda na isti poslovni dogodek, ki ni čist v mejah dovoljenega, ali pa nekdo, kot si bila ti zunanji, navajena nekih evropskih standardov, so se vam zdele situacije enako resne? Ne, je velika razlika, ker določene stvari so tam bile nekako normalno sprejemljive. Sem pa delala s kolegi v tem predvsem compliance delu ali pa ta tehnični del, zelo izkušenih z različnih koncev sveta, tako iz Amerike kot iz drugih koncev sveta, iz Anglije, veliko je bilo takrat strokovnjakov, ker je bilo večina partnerjev so bili ekspati, ne, zelo izkušeni, starejši, tako da sem se od njih lahko zelo naučila. Ja. Kaj bi pa recimo svetovala trenutnim mladim, ki se ali odločajo za kariero, ali pa dajmo reči nekdo, ki je ravno začel, recimo pri vas v Big Four, katerega nasveta bi si ti želela takrat? Kaj bi si jaz želela takrat?
To ne vem, če znam to čist odgovoriti, kaj bi bilo takega. No, vsekakor se mi zdi najbolj pomemben ta samoiniciativnost. To, ker mogoče sem jaz sama počasi do tega prišla, ker sem hitro videla, da nihče ni mogoče toliko razmišljal o meni in kaj bom jaz pol, kaj bom čez 1 leto, kaj bom čez 5 let in tako naprej. In kako se pripraviti na te mogoče kakšne izzive, ki prihajajo, ne. In če se sam ti polotiš, samoiniciativno naštudiraš, odpreš, poiščeš, ne čakaš, da te kdo v smer pove tole, mogoče da je tako, ampak poskušaš sam se dokopati, se hitreje stvari, hitreje pridobivaš tudi izkušnje, znanje, bolj se zapomniš, ko sam do nečesa prideš. To. Pa mogoče, kar mi je manjkalo, kar sem sploh pol v Kazahstanu videla, da mi je manjkalo in da sem se mogla zelo s tem spopasti, je javno nastopanje. In prezentiranje pred manjšo, večjo, veliko skupino, pred strankam, pred celim avditorijem, pred celo firmo. Tam je bilo zelo tak pristop, skozi govori na vsakem eventu. Najmanjša večerja pa je govor pa za vsako, ne. In jaz to nisem bila toliko vajena, tudi nisem prej ali kaj predavala, ali nekako nisem bila v to pozicijo postavljena, pa se mi zdi, da je to zelo pomemben del, ker s tem tudi treniraš, kako samozavestno lahko nastopaš pred strankam, pred nadrejenimi, pred svojimi kolegi. Vsak dan v bistvu malo nastopaš nekje. Ja. Tako da to se mi zdi ta del, vidim, da mogoče. Kako si se ga ti lotila, ko si enkrat začutila, da bi bilo dobro? Jaz sem bila kar porinjena v to in z velikim cmokom. In nekako sem vedno nekoga vprašala, kako je izpadala, se je videla, da jaz imam ta velik cmok, da na pol kdaj zajecljam vmes in tako. Drugače pa to s kilometrino ta strah odpravaš. Jaz nisem naravna, tako, da imam v sebi za nastopati in tako. To sem se malo priučila, da sem tega strahu se znebila. Ampak sama potem tudi verjetno malo brala, pa to meni zdaj s temi feedbacki kolegov. Okay. Bila sem tudi na raznih teh treningih, kjer internih teh, kjer smo imeli, kjer te celo snemajo, pa da vidiš, kako to izpade. Nek tak feedback, kakšen perception daješ, ko nastopaš, ko govoriš. To je zelo vreden, ne? Ampak ponavadi to velikokrat zanemarimo, pa je vsak sestanek, srečanje, poslovno prilika, da to treniraš. Najprej mogoče z eno osebo, pa še kolega s tabo poprašaš, kako pa je to izpadalo, bilo mogoče bolj ali tako. Da to ti opazuješ druge. Ja. Ko sva pri komunikaciji, jeziki. Tudi to je verjetno posebno, da govoriš kar nekaj jezikov. 5, če se ne motim. Zdaj sem že kar veliko pozabila, ker ne govorim, razumem že, ampak govorim pa ne toliko več. No, dobro, prodati me ne morajo, če je že kakšna taka situacija, se hitro znajdem. Ja, jaz sem se v bistvu, dobro, eno je bilo to, ker smo se v šoli učili, no, angleščino, nemščino sem se učila tudi v šoli, srednja, pa pol to na fakulteti. Potem sem pa v bistvu že prvo leto službe, tako sem v reviziji, polotila tega, je bil 2-letni program na Berlicu za 4 tuje jezike aktivno. In to je bilo mislim, da je bilo 4-krat na teden, po 3 ure na dan. To zelo intenzivno z temi native speakerji. Sem pa še potem italijanščino, pa francoščino poleg angleščine, pa nemščine. Tako da takrat mi je to zelo odprlo. Pa dobro, to, kar sem že delala tekom fakultete, je bilo z italijanskim poslovnim svetom in sem se nekako priučila na ta način. To, dobro, hrvaščino že tako, ker je bil oče iz Zagreba. Pa ja, imam malo tako bolj posebno familijo, drugače stari starši iz Avstrije, tako da so se nemško med sabo doma pogovarjali, tako da sem vse te neke jezike tako poslušala. V Kazahstanu sem se pa rusko naučila.
In to tudi kar hitro, po enem letu. Sicer so mi v začetka organizirali, sem imela vsak dan zjutraj pred službo 1 uro tečaj ruščine. Ampak to ni dosti, ne. Ti moraš začeti govoriti, da se počutiš dovolj suveren. Jaz sem potem začela s tajnico, pa sem z njo, ker mi je bilo nerodno pred drugimi kaj spregovoriti, pol sem pa šla do menedžerjev, pol sem pa z njimi malo tako in pol več in več in več in več, dokler nisem v bistvu tudi s strankam komunicirala v ruščini, ja. Ampak spet v bistvu zelo intenzivno na nek način, ne. Vsak dan 1 ura, pa še to praviš, da je premalo, ne. V bistvu z jeziki je tako, da moraš govoriti. In ne skrbeti, ali je to, ne vem, sklon prav, ali je tisti čas prav, to ni. Ampak, a te razumejo, kaj želiš povedati, in potem sproti, ko govoriš, te anomalije, napake počasi odpravljaš. Ta strah pred govorom je treba odpraviti. In več, ko govoriš, bolj, ko se počutiš suveren, hitreje to potem tudi osvojiš. Ja. Ko si se vrnila, oziroma ko ste se vrnili nazaj, si pa tudi zamenjala podjetje, ne? Kakšno je tvoje mnenje o tem, ne pravijo, ja, na 5 let je fajn menjati, ne, sprobati čim več stvari, da ti si bila 15 let, pa si se odločila za menjavo. Tudi kaj te je pripeljalo do tega, čisto samo pač neka priložnost, verjetno, ne, ampak je bila težka odločitev? Bila je kar odločitev. Nikoli ne veš, kako se v novo okolje, kako te bo sprejelo, kakšna je tam kultura in tako naprej. Drugače pa nisem imela kaj veliko strahu, ker v revizijskem poslu vsi delamo po mednarodnih revizijskih standardih. Dobro, mogoče metodologija kaj drugačna, ampak kaj tako grozen drugače pa tudi ne more biti, tako da se tega nisem nič kaj dosti bala in sem zelo hitro not prišla. Ja, bila je priložnost, sem rekla, da smo mi šli v bistvu samo za 2 leti, pa se je to potegnilo, potem pa so me povabili iz regije Ernst & Younga, da se tukaj v upravi v Sloveniji pridružim. In je bila zelo dobra odločitev, da so v bistvu, ker mi smo šli, ko so bili otroci stari 1 leto, da smo se vrnili, da so vseeno imeli še več tega stika s starimi starši, ker si lahko predstavljaš, da niso bili prav zelo zadovoljni, ko smo odpeljali vnučke, pa toliko stare, sicer so nas tam obiskali, ampak ni to čisto isto, ne, tako da, ja, tudi ta nek oseben, privaten del je bil pomemben pri tej odločitvi. Ti je, da je ta dimenzija slovenskega prostora ali pa regijskega premalo, glede na to, da si bila 5 let v Centralni Aziji? Včasih. Ampak imam srečo, Ernst & Young je zelo mednarodno integrirano podjetje. Jaz sem dnevno v stiku s kolegi iz tujine, delamo na raznih in vsebinskih vprašanjih, po projektih, res zelo, zelo široko, tako da sem kar vpeta v ta, kako bi rekla, komunikacijo, sodelovanje s tujino. Ampak ja, se mi zdi, da ko enkrat poskušaš delati v tujini, da se nekako meje zabrišejo, odpravijo, nekako ni več tistega strahu, kako bom se znašel v tujini, kaj to pomeni, sigurno so vsi tam boljši, pa to ni tako, ne. In ko enkrat to probaš, se razblini ta strah, ki mogoče, vsaj jaz sem si mislila. Si imela malo to potem neko spoštovanje do tujine, da ja, nekako v mlajših letih sem mislila, sigurno ti strokovnjaki, a ne, iz tega področja strašno, sigurno, a ne, so bolj izkušeni, več vejo in tako naprej. A smo mi tukaj iz majhne Slovenije dejansko, a ne, dovolj opremljeni v znanju, izkušnjah, da se s tem spopadamo? In odgovor je absolutno ja. Absolutno ja. Nisi nikoli začutila ali iz šolskega sistema ali pa iz slovenskega poslovnega sistema, da ti manjka potem nekih izkušenj ali pa znanja, ki so pa drugi kolegi imeli? Ne. Mogoče v našem sektorju, v našem poslu dejansko z izkušnjami ob delu pridobiš te znanja. Zato kako bi rekla, sploh študentom, tistim, ki želijo pridobiti
čim več izkušenj v čim krajšem času, je začetek v reviziji zlata vreden, ker dejansko toliko hitro, ko tukaj pridobiš nekih znanj in izkušenj, ne moreš v nobeni drugi profesiji. Ja, tukaj malo me zanima še ogromno stvari, kakšne so priložnosti tujine, verjetno še vedno mlajši kolegi se lahko v podjetju prijavijo, da bi želeli si iti v tujino, da jih zanimajo te priložnosti in so potem na nekem seznamu tistih, ki so lahko napoteni, ali kako je to? Mi dobivamo redno ta pregled, potrebe so stalno po vseh koncih sveta, od bližnje regije do res Amerika, Avstralija, Nova Zelandija, tudi te bolj atraktivne lokacije. Teh možnosti je veliko. Določeni kolegi se izražajo, imajo željo in pomagamo, eni zelo usmerjeno, ali zato, ker je, ne vem, partner šel študirati ali pa delati, ne vem, na Nizozemsko, pa smo tam našli možnost za nekaj mesecev, pa so se potem vrnili, do primera, ko je šla ena menedžerka v Dallas, pa nazaj, pa ne vem, Luksemburg, tako da imamo take primere. Moram pa reči, v Sloveniji ni toliko velikega interesa med mladimi. Ne? Ni toliko tega, kakor je recimo bilo v Kazahstanu. Tam so se vsi prijavljali za iti v tujino, ne? Pa kot vem, tudi v drugih državah, ki jih poznam, je veliko več interesa. Pri nas ni toliko interesa, niti med temi mlajšimi generacijami, kar meni čuden. Drugače, kakor imamo mi, ne, informacija pa pregled pa stik je, da si v bistvu že kar direktno sami najdejo, ne. Takih je ogromno, ki se iz Slovenije že prijavljajo v tujino, ne. Ja, da začnejo recimo že v tujini, to ja, in imamo tudi stik s kakšnimi takimi, ki so iz Slovenije šli neposredno, pa potem, ko se vračajo, se tudi obrnejo na nas in tako naprej. Ampak ti, ki pa recimo začnejo normalno tukaj pot, pa da bi poskušali, ali pa želeli si dobiti mogoče za pol leta, mogoče za 1 leto, vse to ne pomeni, da moraš ti nujno za ne vem koliko let iti v tujino, je pa tega malo. Nimamo veliko interesa ali pa povpraševanja in tako. Preden zaključiva, bi te vprašala še osebno, ne, tvoja karierna pot, pa recimo do današnje točke, si kdaj razmišljala, da bi šla pa na stran, rečejo ponovadi na stran naročnika, ne, oziroma v eno od industrij, da zapustiš revizijo? Ne, nisem, nisem v vseh teh 25 letih dela v reviziji, nisem o tem razmišljala nikoli resno. Sem se sicer pogovarjala občasno, ampak nisem resno o tem razmišljala. Pa sem se tudi že vprašala, če bi recimo začela od začetka, a bi še vedno to isto študirala, v to smer pristala. Pa ne vem, veliko stvari me je zanimalo, no, od hotel management do prava in tako naprej. Ampak nekje pol pristaneš, v tem sem se zelo dobro znašla, me veseli še zdaj, ker je toliko dinamično delo, da nikdar ni isto, nikdar ni dolgočasno, nikdar ni primer. Ne vem, če bi se pa videla v eni pisarni, da bi kar skozi v eni pisarni, v eni firmi celo leto bila, to pa ne vem. Ja. Ne bom te vprašala, če v prihodnje načrtuješ, da boš šla na stran naročnika, ne, ostanva tukaj, ampak Slovenija, tujina, to te pa lahko vprašam, bi se še odločila? Ja, zakaj ne? Ja, tukaj pa ne razmišljam, zaenkrat nimam te sploh razmišljanja o tem, kakšnega resnega, ampak ja, zakaj ne? Sem rekla, ko so enkrat to probaš, res se meje zabrišejo, mi je vseeno delam tukaj ali v Papua New Guinea. No, tam sem imela tudi ponudbo, pa sem rekla, tam tja da grem. Ampak, ja. Kaj pa čustvena navezanost na okolje, na Ljubljano oziroma Slovenijo, pa na družino? Kako to balansiraš? Pa ne vem, jaz mislim, da se itak vidno vračaš. Jaz še zdaj, odkar smo bili v tujini, se mi redno z vsemi prijatelji, ker tam smo dejansko
življenjske prijatelje dobili, ker tam familije ni in prijatelji nadomestijo ta aspekt. In še zdaj veliko potujem, mi se vsake 2 meseca dobimo na drugem koncu sveta s prijatelji. Ampak to so take stvari, to, če imaš to rad in to investiraš potem čas svoj za vzdrževanje teh stikov in tako. Tako da jaz sem tudi zdaj naokrog, veliko potujem. Pa tudi, če bi kdaj živela v tujini, se mi zdi, da je to Slovenija tako blizu, od kjerkoli se da že polotaš. Nimaš teh mej. Ne, sploh ne. Za konec, če bi kdaj napisala knjigo, o čem bi jo napisala? Verjetno o izkušnji v Kazahstanu. Verjetno o tem. To nas je toliko, kako bi rekla, to je bila res življenjska izkušnja in po mojem najboljša odločitev v življenju. Je bilo zelo divji časi, kako bi rekla, pa verjetno glih v pravem življenjskem obdobju. Čeprav smo imeli majhne otroke takrat, ampak v tistih krajih lahko si privoščiš razno pomoč, od varuške in drugo. Ampak tam je bilo dejansko ta work hard, party hard koncept. Zdaj imam še vprašanje. Tako da je bilo res, ampak si moraš pustiti doživeti. Moraš biti odprt za take zadeve. Za te dimenzije. Te dimenzije in probati in ne se zapirati, ne v neke okvire in tako. Tam so vedno vsi rekli, v Kazahstan ne pridejo dolgočasni ljudje, ampak tisti, ki so odprti za dogodivščine, novosti, izzive. Dajmo pa zaključiti pri tej knjigi o Kazahstanu, ki pušča svojo domišljijo. Sanja, hvala za pogovor. Prosim, hvala lepa za vabilo.